Ja, saj vem, da bi ti šla že do Roka pa do sibirskih tigrov. Saj te razumeva, zato bova tudi midva hitro šla tja. Rok si naj kar vzame čas, bomo rajši ob koncu oddaje malce manj kramljali, če le lahko vidimo več tigra. Tako je. Hvala, Gala, se gledamo. Se gledamo. Ja, mi pa, kot smo rekli, bomo šli kar do Roka v živalski vrt. Sibirska tigrica Vita iz Zoo Ljubljana ima namreč novega partnerja. In to bomo zdaj pogledali. Konec aprila so se ga razveselili, novi samec sibirskega tigra je pa na posebni naravovarstveni misiji. No, več o tem, na kakšni misiji je in več o sibirskih tigrih nam bosta povedala Rok in pa seveda predvsem njegova gostja magistra Irena Furlan, ki je biologinja in pedagoška vodja Zoo Ljubljana. Pozdravljena oba! Ja, lep pozdrav. Lahko rečeš morda celo pozdravljeni vsi trije, kajti za nama je tigrica Vita, novi sibirski tiger Bocman je zaenkrat, lahko rečemo, še v backstageu, tako da ni še na ogled, ampak bo pa se spoznal seveda s tigrico Vito, ko bo obdobje parjenja. Ob meni, kot se je omenila magistrica Irena Furlan, biologinja in pedagoška vodja tukaj v Ljubljanskem živalskem vrtu. Irena, prav lepo pozdravljena. Dober dan. Torej, sibirski tigri, ki jih lahko tukaj opazujemo, so največja podvrsta tigrov. V čem se razlikujejo sibirski tigri od ostalih? Kot že ime pove, so največji, se pravi po velikosti in po daljši in gostejši zimski dlaki. Zato, ker tigri živijo, se pravi, od severa, kjer je takšno podnebje, recimo kot pri nas, hladne zime in tudi daljše, do tropskih krajev. Pa so sedaj tigri že, lahko rečemo, odvrgli dlako? Ja, počasi jo menja, je v tem procesu. Dobro, ozorec pa verjetno tudi v zimski in poletni dlaki ostaja enak. Njihov vzorec kožuha je izredno značilen za tigre. Pozimi so malo svetlejši, poleti bolj rumenkasti, rjavkasti. No, ta vzorec pa ji pomaga, da se prekrije v okolju, recimo v visoki travi ali po gozdu, kjer je igra svetlobe in sence. Kot smo omenili, sibirski tiger spada pod mačke, ampak jih lahko karakterno kakorkoli primerjamo naprimer z domačimi mačkami? Vsekakor. Se pravi, pogledaš domačo mačko in lahko zelo primerjaš z sibirskim tigrom. Spijo, počivajo, si negujejo kožo, se ližejo nekje 20 ur na dan, 4 ure pa so dejavni. Vse mačke in tudi tigri imajo majhno srce v primerjavi z telesnim volumnom in zato niso vzdržljive. In tako vse plen zasledujejo in napadajo iz zasede. Če ga zgrešijo, ga pustijo in si poišče novega. No, mačke nimajo rade vode. To je tudi nekako pri sibirskih tigrih, čeprav vsaj po letnem času grejo zelo radi v vodo, kjer se hladijo, pa tudi kakšne vodotoke preplavajo. No, če ga pogledamo, ima daljše zadnje noge, močnejše sprednje in to mu pomaga pri lovu na plen. No, kaj se je pa trenutno sploh zgodilo? Kako smo Vito sploh privabili, da je prišla semle pred tole razgledno ploščad? Naši skrbniki so jo pripravili popestritev njenega okolja, to mi imenujemo nekakšno škatlo, vrečo, notro so dali slamo in nekaj začimb. In s tem jo spodbujamo k naravnemu vedenju, se pravi, da išče, voha, praska, koplje in s tem spodbujamo tudi njeno telesno in miselno aktivnost. Torej se mora za hrano seveda potruditi. S čim pa se sibirski tigri prehranjujejo v naravi in kakšno hrano dobijo tukaj v živalskem vrtu? No, tigri so plenilci in jedo živali in ne meso. In temu se prilagajamo tudi v živalskem vrtu. Se pravi, v naravi oni plenijo od bizonov do losov, jelenov, srnjadi, tudi divje svinje, kunce, prjad in kakšne glodavce. Zato tudi pri nas ga hranimo z kunci, drobnico in prjadjo. In koliko, da tako rečemo, koliko pa pojijo tigri v enem dnevu, koliko mesa? Mi imamo obrok, vrednotimo tedensko in to je nekje do 38 kilogramov in to dobijo v 2 obrokih. No, v naravi plenijo nekje na 5 do 7 dni in v enem letu
50 do 70 živali. To je pa predvsej, lahko rečemo, zavidljiva številka, da jim uspe toliko živali ujeti. Koliko časa pa tigri sploh živijo? Nekje v naravi živijo 15 let, ampak to je zelo relativno, saj večina tigrov ne doživi drugega leta starosti. No, v živalskih vrtovih lahko živijo pa tudi dalj časa, ker ni v bistvu konkurence drugih tigrov in skrbna veterinarska in ostala oskrba. Torej, tukaj je kar nekaj načinov, kako tigre zaposliti. Enega sva že omenila s to škatlo, ampak na kakšen način pa še poteka urjenje tigrov? No, mogoče bi se bolj posvetila celotni oskrbi tigrov. Recimo vsako jutro stopi oskrbnik v ogrado, pregleda ograjo, mrežo električnega pastirja, lopute, ključavnice, vsa vrata. Počisti ostanke hrane, ostanke te popestritve za živali in tudi iztrebke. Nikoli se ne sreča v istim prostorom z tigrom, zato dela preko sistema loput. Lopute se odpirajo od zunaj in tudi zapirajo, tako da nista v neposrednem kontaktu z oskrbnikom. Potem je zelo pomembna prehrana pravilna, se pravi, temu se prilagajamo prehrani v naravi, prej sva že omenila. Potem te popestritve, se pravi, od skrivanja hrane do podestov, ker imajo radi razgledišča. Popestritev je tudi ta bajer z vodo, kjer se ladje hladijo, gugalnice, potem jih spodbujamo k teku, razmišljanju, skakanju, plezanju. Na ogradi morajo biti drevesa, senca, sončna mesta. Tigri radi označujejo svoj prostor z urinom in iztrebki po robovih in tudi z praskanjem po deblih. En pomemben del je pa tudi trening živali. Treniramo jih pa za lažje sobivanje, da niso v stresu, ko jih prestavljamo iz enega prostora v drugega, zaradi njihove oskrbe in veterinarskih pregledov. Koliko časa pa poteka samo treniranje? Se to nikoli ne konča ali je tako, zdaj pa 2 leti treniramo, potem pa zna? Kako je s tem? Treniramo stalno, vsak dan, vendar se treningi spreminjajo in prilagajajo potrebam. Včasih je treba, recimo novega tigra so navajali na transportni boks pred transportom, zato da ni bil v stresu. Včasih ga navajamo, da pokaže zobe, da pogledamo zobe ali pa vzamemo kri. Se pravi, ga trenirate več ali manj iz praktičnih razlogov? Ja, pa za lažje sobivanje za živalmi, zato ker mi ne želimo, da so udomačene, ampak da lahko sobivamo brez stresa in da jih lažje oskrbujemo. In tudi tale ograjen prostor, kjer biva tiger, lahko rečemo, da je eden večjih v živalskem vrtu, kaj ne? Večji v živalskem vrtu in tudi ena večjih ograd v evropskih živalskih vrtovih. Tako da viti res ni nič hudega, lahko rečemo. Ja, vsekakor se dnevno trudimo za njeno dobro počutje in temu spodbujamo tudi obiskovalce, da ne trkajo po steklu, vznemirjajo živali in da upoštevajo njihovo 20-urno počivanje dnevno. 20 ur počivajo dnevno, potem pa lahko rečemo, da jim res ni pretirano hudega. Je to tudi posledica majhnega srca, ta počitek? Ja, tudi. To je pač njihova telesna zgradba in način življenja. Kaj pa Vita, koliko je pa ona stara? Vita bo v septembra dopolnila 10 let. K nam je prišla iz živalskega vrta Magdeburg v Nemčiji in je tu sobivala z samcem Vitom. Bila sta kot vzrejni par za to ogroženo vrsto mačke, vendar žal nikoli nista imela mladičev. Ja, sibirski tigri so danes zelo ogroženi. Poskušate v živalskem vrtu tudi zaradi tega z novim, se pravi, z novim Bocmanom, ki smo ga že omenili, se pravi, tudi je razlog tudi ohranitev te ogrožene vrste? Ohranitvena reja je eden od nalog živalskega vrta in mi se združujemo znotraj Evropske zveze živalskih vrtov in akvarijev, kjer je koordinator in se piše tudi rodovna knjiga in on priporoči ustrezne pare za parjenje, da ohranjamo genetsko pestrost. No, in pri tem nam je priporočil samca
bocmana, ki je ustrezen za Vito in tudi že izkušen samec. No, izredno zanimivo, več o tem bova spregovorila še po oglasih, zdaj se bomo za trenutek poslovili iz živalskega vrta, prav kmalu pa se spet vrnemo, tako da ne hodite daleč. Lep pozdrav spet živalskega vrta, tukaj ob menem magistrica Irina Furlan, biologinja in pedagoška vodja v živalskem vrtu Ljubljana. Irina, prav lepo pozdravljena. Spet govorila sva o sibirskih tigrih, o tem je govora in omenila sva, da je to izredno ogrožena vrsta. Kako ogrožena, koliko jih še živi in kakšna je nevarnost izumrtja? Tigri v naravnem okolju živijo na Zemlji že več kot 2 milijona let. V 19. stoletju jih je bilo še 100 tisoč in so bili razširjeni od vzhodne Evrope po vsej Aziji. No, trenutno obstaja, živelo je 9 različnih podvrst in 3 od teh so že izumrle, samo še 5 jih je. No in danes živi samo še okoli 5000 tigrov. Ena bolj ogroženih je sibirski tiger, ta podvrsta, ki jih je nekje ocenjujemo 550 tisoč, 550. In še bolj ogrožena je južno-kitajski tiger, za katerega menijo, da jih je samo še 30, če sploh še so. Največ je indijskih tigrov, nekje več 2 do 3 tisoč, in nekako velja, da bo vrsta preživela na tej podvrsti. Ogroža ga človek, ki izkorišča njegovo naravno okolje in je vedno manj in z lovom. In v zdajšnjem času, ker so zavarovani v naravi z divjim lovom. Človek verjame, da so deli tigra zdravilni in da bo dobil lastnosti tigra, če jih bo užival. Recimo, brke uporabljajo proti zobobolu, maščobo proti ranam, srce za boljše počutje in večjo moč, kosti za večjo spolno moč in podobno. Ja, to lahko povemo, da so izredno zastrašujoče številke, izredno majhne. Sam sem vedel, da so ogrožena vrsta, ampak ne, da jih je zares tako malo. Vsekakor je lučka na koncu tunela, saj naravovarstvene organizacije in tudi živalski vrtovi si prizadevamo k njihovi ohranitvi. In tudi za sibirskega tigra poteka več projektov v naravnem okolju za ohranjanje. In ne gre samo za ohranjanje tigra, ampak tudi za varovanje in širjenje njegovega življenjskega okolja in izobraževalno delo z lokalnimi prebivalci. Tako nekateri živalski vrtovi prispevamo finančna sredstva, znanje in tudi osebja za te programe. In recimo tam divje lovce preusmerjajo v turistične vodnike in jih preusmerjajo v ekoturizem. Lokalno prebivalstvo učijo, kako živeti v območju, kjer živi tiger v naravnem okolju. S tem denarjem, ki ga prispevamo, kupujejo gozd, pogozdujejo, delajo rezervate in tudi koridorje, da tigri lahko prehajajo iz enega prostora v drugega. Tako da pred leti jih je bilo manj kot 500, zdaj so pa že podatki, da jih je že okrog 550 ali več. No, vsaj to, da se nekako trend obrača in da bo človek končno spoznal, kako pomembno je ohranjati bogato diverziteto. No, tudi tukaj v Ljubljanskem živalskem vrtu upate na naraščaj. Sem ste pripeljali samca bocmana, ki naj bi bil primeren za parjenje. Kdaj se boste z Vito sploh spoznala? To bomo prepustili Viti. Tako kot mi, ga tudi ona še ni videla. Združili jih bomo v času parjenja. No, ima pa ta bocman kar nekakšno zgodovino za seboj. 7. maja je dopolnil 10 let, skotil se je v Moskovskem živalskem vrtu in ko je spolno dozorel, je dobil domovanje v Zoo Tallinn. Tam je bil skupaj z mlado samico kot priporočen par za razmnoževanje, vendar nikoli nista imela mladičev. Se pravi, podobna zgodba kot v našem živalskem vrtu. Včasih se kakšne živali pač ne ujemajo. No, leta 2018 so začeli v Tallinskem živalskem vrtu staro ogrado preurejati in nastaja
veliko področje, ki ga imenujejo Tigrova dolina, in v tem področju bo nastala velika moderna ograda za sibirske tigre in še za nekatere druge živali, ki živijo na področju tigra, recimo to je na tromeji med Severno Korejo, Kitajsko in Rusijo. Zato so mogli bocmanu poiskati novo domovanje, in ker je v vzrejnem programu, je najprej obiskal samico na Češkem. In sta se uspešno parila in sta imela trojčke. No, potem je bil v lanskem letu v parku Natura Viva v Italiji podobna zgodba, se pravi z 9-letno samico, ki je imela prvič mladiče z njim, a ne ponovno trojčki, in zdaj mi upamo na podoben razplet, saj bojo tem mladiči pripomogli k vzrejnemu programu te ogrožene živalske vrste. Ja, pravi Kazanova, lahko rečemo, da je tale bocman, upam, da mu uspe tudi pri Viti. Kaj pa se potem zgodi z mladiči, potencialnimi, če pridejo? Za mladiče pri sibirskih tigrih skrbi samo samica, ker so tigri samotarji. In so z njo nekje do 2 leti pa pol. No, in temu se bomo prilagodili tudi v tem živalskem vrtu. Na to pa jim novo domovanje poišče ta koordinator in jih potem oddamo v druge živalske vrtove. Kako pa bo sploh potekalo samo spoznavanje med Vito in bocmanom? Kaj, če se na začetku ne bosta marala, kaj storiti v tem primeru? No, najprej, ko smo samca pripeljali, smo mu dali čas, da spozna novo okolje, ker je vsaka selitev živali, že sam transport in potem tudi novo okolje, nov jezik, drugi pogoji, lahko stresno za žival. Vendar je že takoj naslednji dan jedel in tudi pil vodo in to je izredno dober znak. No, z Vito, kakor sem omenila, se še nista videla, se samo vohata in slišita in ona ga občasno tudi kliče. In predstavili jo bomo, ko bo njen čas parjenja. In spet se s tem približamo pogojem v naravi. Tako da bosta malo časa skupaj, na to jih bomo pa ponovno ločili, ampak bomo dali bocmana tudi v to veliko zunanjo ogrado in takrat ga bodo lahko videli tudi obiskovalci. Slišal sem, da so sibirski tigri izredno čustvene živali, ali to drži? Ja, o čustvih pa inteligencih pri živali je izredno težko govoriti, ampak jaz mislim, da niso zelo drugačni od nas in če samica izgubi mladiče, recimo takrat, ko ima zelo močan materinski nagon, jih prav gotovo pogreša in žaluje za njimi. In tudi, ko je Vito poginil, smo opazili, da ga je samica Vita pogrešala. Se pravi, so te odnosi vseeno kar precej močni med tigri. Koliko časa pa potem mladiči ostanejo pri materi in kdaj se lahko odpravijo na samostojno pot? Ja, mladiči so pri mami nekje do 2. leta in pol, potem pa jim bomo poiskali novo domovanje v drugem živalskem vrtu. Še enkrat, morda, da se samo malce še vrnem na to parjenje. Omenili ste, da bo Vita sama izbrala, kdaj bo bocmana spoznala, ampak v katerih mesecih pa približno ponavadi pride to obdobje parjenja za tigre? Tigri se parijo od zgodne zime do pomladi, tako da mi upamo, da bo tole v mesecu maju. Torej, kaj kmalu se boste spoznala, vsaj tako upamo. Kaj pa potem, kakšen je pa plan potem z bocmanom? Ne bo tukaj živel, se bo prestavil še kam naprej? Kako izgledajo načrti? Bocman je zvezda v Talinu. Tako da ga prebivalci in obiskovalci vrta dobro poznajo, spremljajo njegovo uspešno pot po drugih živalskih vrtovih in v bistvu komaj čakajo, da se vrne k njim, in to je tudi plan. Oni bodo v tem času dokončali to Tigrovo dolino in se bo bocman vrnil v svoje matično domovanje. In tam se verjetno tudi najbolje počuti in prav je tako. Irena, najlepša hvala za vsa ta pojasnila. Malce podrobneje smo spoznali sibirskega tigra, še posebej Vito in pa tudi bocmana. Vabim seveda vse, da ko bocman pride sem, imeli boste nekaj časa, da ga vidite, tako da izkoristite to priložnost. Irena, vam pa želim vse dobro in držimo pesti za Vito in za bocmana in da bodo kmalu tukaj
majhni tigrčki. Ja, hvala vam in lepo vabljeni. Tako, zaenkrat se tudi poslavljamo živalskega vrta, imejte lep preostanek tega četrtka in se vidimo kmalu. Adijo.